Vas je kdaj zanimalo, kdo so najbogatejši Slovenci, kako so uspeli ter s čim ustvarjajo svoje milijone? Danes za vas razkrivamo deseterico najbogatejših Slovencev v letu 2023 in raziskujemo njihove vizionarske odločitve ter podjetniške podvige, ki so jih vodili do vrhunskega uspeha. Spoznali bomo tudi največje zmagovalce poslovnega leta in tiste, ki to leto niso imeli take sreče. Poglejmo si torej, kdo so ti posamezniki, na katerih sloni velik del slovenskega gospodarstva. Prvo mesto na lestvici najbogatejših se je po več kot 9 letih zamenjalo in ne boste verjeli, kdo je letos prevzel naslov najpremožnejšega Slovenca. 10 najbogatejših Slovencev. 11. mesto. Igor Akrapovič. 213 milijonov evrov. Igor Akrapovič je ustanovitelj in lastnik podjetja Akrapovič, znanega po proizvodnji vrhunskih izpušnih sistemov za motorna vozila. V panogo je po koncu tekmovalne motoristične kariere vstopil kar sam, zaradi pomanjkanja izpušnih sistemov visoke kakovosti na trgu ter izdelal lastnega, ki je zadostoval njegovim potrebam. V zadnjih letih si je Akrapovič izplačeval izjemno visoke dividende. Lani je plačilo znašalo kar 22,5 milijona evrov. Kot zanimivost se je v prejšnjem letu na tem mestu znašel bivši najbogatejši Slovenec Sandi Češko ter njegova partnerica Livija Dolanc. Letos pa prvič po 14 letih ne rangirata na lestvici 100 najbogatejših, zaradi stečaja njunega podjetja Studia Moderna. Leta 2014 se je pričel pad Studia Moderne, lani pa je Češko opozoril, da je imelo podjetje najslabše leto poslovanja zaradi vojne v Ukrajini, česar podjetje očitno ni moralo preživeti. Revija Finance sicer poroča, da sta si čez leta verjetno ustvarila dovolj premoženja, da bi se uvrstila, ampak zaradi stečaja ni več jasne sledi vrednotenja. 10. mesto. Ivo in Taja Anastasija Boscarol. 213 milijonov evrov. Boscarol je eden najuspešnejših slovenskih podjetnikov in ustanovitelj ter dolgoletni direktor podjetja Pipistrel, ki proizvaja ultralahka letala. Skupaj s hčerko in solastnico Pipistrela sta večinski delež podjetja prodala ameriškemu podjetju Textron. 9. mesto. Joc Pečečnik. 218 milijonov evrov. Joc Pečečnik je osvojil 9. mesto najbogatejšega Slovenca tako, da je ameriškemu skladu Oaktree Capital Management prodal svoj delež v mengeški družbi Interblock, ki se ukvarja z razvojem, prodajo ter oddajo elektronskih igralnih avtomatov. Pečečnik namerava z denarjem od prodaje postavljati hotele v Istri, postaviti marino v Benetkah ter obnoviti zapuščeni hotel v švicarske St. Moricu. 8. mesto. Damjan Merlak. 236 milijonov evrov. Damjan Merlak je z Nejcem Kodričem soustanovitelj Bitstampa, ki je bila ena prvih svetovnih menjalnic kriptovalut. Svoj tretjinski delež je leta 2018 prodal belgijski investicijski družbi NXMH. Merlak drži okoli 40 milijonov evrov v nepremičninah, največ v hotelih, dobrih 117 milijonov pa ima investiranih na finančnih trgih. Tudi letos pa pravi, da nima na kriptotrgu niti enega evra premoženja. 7. mesto. Jure Knez. 243 milijonov evrov. Jure Knez je soustanovitelj in največji lastnik Devesofta, razvijalca programske opreme za merilno tehnologijo in zbiranje podatkov, ki se uporablja v mnogih panogah, med njimi tudi v vesoljskih agencijah. Devesoft je znan po tem, da lahko zaposleni, ko izpolni določene pogoje, kupi delež v podjetju. Letos so tudi izvedli največjo naložbo slovenskega podjetja v ZDA doslej. V mestu White House, Ohio so sicer odprli novo zgradbo vredno kar 7 milijonov dolarjev. 6. mesto. Dari in Vesna Južna. 268 milijonov evrov. Kariero sta začela z ustanovitvijo borzno-posredniške družbe Perspektiva, ter kasneje družbe za upravljanje Vizija. V lasti pa imata tudi gradbeno podjetje CGP, tiskarno Novo mesto ter Lisco. Sta pa tudi 10% lastnika Petrola. Zaradi avgustovskih poplavnih katastrof se pričakuje tudi veliko javnih sredstev za gradbeni imperij zakoncev Južna. Poleg tega so se družbe iz skupine Perspektiva lansko leto dokončno razdolžile, zaradi česar se jima ocena premoženja dviga za 18% od prejšnjega leta. Preden gremo naprej, če vam je taka vsebina všeč, se naročite na naš kanal in stisnite like. Hvala, pa nadaljujemo. 5. mesto. Družina Šešok. 270 milijonov evrov. Družina Šešok je lastnica skupine Iskra, ki je sestavljena iz večjih podjetij, ki vključujejo naslednje dejavnosti: energetika, inštalacije, izdelava komponent za vgradnjo, promet, telekomunikacije ter druge. Družina Šešok si poleg Iskre svoje premoženje kreira še z nepremičninami. 4. mesto. Boštjan Bandelj. 276 milijonov evrov. Boštjan Bandelj je ustanovitelj in direktor podjetja Belektron, ki trguje z emisijskimi kuponi oziroma dovolilnicami za izpuste ogljikovega dioksida, ki jih je izdala Evropska unija. Belektron je imel lani 29% rast prihodkov, na 3,16 milijarde evrov ustvaril kar 27,7 milijona evrov čistega dobička. Pri novih idejah Bandelja najdemo tudi podjetje Belektron EcoTrading, ki ponuja storitev ogljična nevtralnost. Boštjan Bandelj je tudi tretjinski lastnik v razvijalcu hranilnikov energije Engen, za katerega pravi, da v njem vidi ogromen potencial za izjemno rast v prihodnje. 2. mesto. Iza Sija ter Samo Login. 345 milijonov evrov vsak.
Po 9 letih kot najbogatejša Slovenca sta Iza Sija in Samo Login letos zdrsnila na drugo mesto. Kot je znano, sta obogatela zabavno aplikacijo govorečega mačka Talking Tom. Svoj delež v podjetju Outfit 7, ki je razvilo to aplikacijo, sta leta 2017 prodala za izjemnih 689 milijonov evrov. Samo se zadnje čase ukvarja z razvijanjem nove mobilne aplikacije Farm Apps, namenjene nadzorovanju del na kmetijskih površinah prek mobilnega telefona. Iza Sija pa se ukvarja z Akademijo za poslovneže Remina in družbo Santos Estate, ki do leta 2026 napoveduje gradnjo 7 vil za oddajanje. Prvo mesto, Igor Lah, 385 milijonov evrov. Lah je najbogatejši Slovenec v letu 2023, letos bogatejši za kar 119 milijonov evrov. V 4 letih se mu je premoženje početverilo, predvsem zaradi dobrega poslovanja steklarne Hrastnik, ki je trenutno vrednotena na skoraj 1/4 milijarde evrov. Drugi pomembni del premoženja Laha, ki je obogatel v privatizaciji zbiranja lastninskih certifikatov državljanov, pa so nepremičnine. Zapišite v komentarjih, katera zgodba uspeha najbogatejših vas je najbolj nagovorila. Sedaj pa si poglejmo še 5 največjih zmagovalcev in 5 poražencev letošnje liste 100 najbogatejših Slovencev. 5 največjih zmagovalcev in poražencev letošnje liste 100 najbogatejših Slovencev. Začnimo z letošnjimi poraženci. 5. mesto zaseda Andrej Slokar, lastnik podjetja Incom, ki izdeluje in prodaja sladolede in zmrznjene slaščice Leone in Jamaica. Slokar izgublja 14% cene premoženja zaradi nizkih dobičkovnih marž ter visokega dolga podjetja. Ocena se je znižala iz 44,4 milijonov na 38,3 milijonov evrov. Na 4. mestu je Tone Strnad, lastnik farmacevtske družbe Medis. Zaradi problemov z vhodnimi stroški podjetja to leto izgublja 17% cene premoženja, in sicer iz 140 milijonov na 115 milijonov evrov. Na 3. mestu med poraženci se je znašel Jurij Krč, lastnik telekomunikacijskega podjetja T2. V stečaj sta šli namreč dve njegovi družbi, gradbeno podjetje Rešet in družba za ravnanje z odpadki Ekol. Njegova ocena premoženja se je zmanjšala za 23%, iz 87,8 milijonov na 67,5. Drugo mesto zasedata Tatjana in Albin Dobršek, lastnika Engineering Dobršek, delniške družbe specializirane za gradnjo tovarn. Zaradi vojne v Ukrajini so izgubili velik del posla, kar jim znižuje oceno premoženja iz 59 milijonov na 45 milijonov evrov, oziroma za 23%. Na prvem mestu pa se je žal znašel Janez Novak, polovični lastnik podjetja RLS Merilna tehnika, ki izdeluje senzorje pomika in zasuka. Zaradi nepredvidljivih poslovnih razmer ter razpolovitve čistega dobička v podjetju v zadnjem letu se ocena njegovega premoženja niža za 27%, iz 49 na 36 milijonov evrov. Poglejmo še, kateri so tisti najbogatejši, ki so v letošnjem letu svoje premoženje najbolj povečali. Na 5. mestu sta se znašla oče in sin Darko ter Tilen Klarič. Klarič je soustanovitelj podjetja Media Publikum, ki se ukvarja z zakupom oglaševalskega prostora v medijih in je en prvih slovenskih osamosvojitvenih podjetnikov. Podjetnika sta tudi lastnika poslovne skupine Adventura Investments. V zadnjem letu se jima je ocena premoženja povečala iz 86 milijonov na kar 147 milijonov evrov, kar je skoraj 70% rast. Na 3. in 4. mestu sta Marko Mohar ter Matjaž Sattler, lastnika investicijske skupine MSIN, ki je konglomerat približno 20 podjetij, ki skupaj zaposlujejo skoraj 1200 ljudi. Sattler je svojo poslovno pot začel s certifikatno privatizacijo, Mohar pa skupino Aktiva. To leto se jima je ocena premoženja zaradi dobrega poslovanja skupina MSIN dvignila za kar 71,4%, iz okoli 60 na okoli 100 milijonov evrov. Drugo mesto zaseda Igor Berce, lastnik in direktor podjetja Brinox, ki projektira industrijske sisteme predvsem v farmacevtskih pa tudi drugih industrijah. Zaradi občutnega povečanja prodaje v podjetju se je njegova ocena premoženja dvignila za kar 72%, na kar 88 milijonov evrov iz slabih 52 milijonov prejšnjega leta. Na prvem mestu med največjimi zmagovalci leta 2023 pa sta brat in sestra Bogdan Kronovšek in Nataša Besednjak, lastnika podjetja Kronoterm. Podjetje je ustanovil njun oče Rudolf leta 1990 pod imenom Termotehnika. Za njimi sta dva rekordna leta, v katerih so prihodke povečali za kar 262%, lani pa za kar 171%. Ocena premoženja Bogdana in Nataše se je tako od prejšnjega leta povečala za kar 83%, iz 39 na kar 72 milijonov evrov. In s tem zaključujemo pregled lestvice najbogatejših v letu 2023. Če vam je bil video všeč, si vzemite sekundo in se naročite na kanal. Hvala.